Cenjeni gost, Eugen Gec, spoštovane obiskovalke, lepo pozdravljene. Urediti se tako, da bomo zadovoljne same s sabo, je težka naloga. Ponavadi se tega lotimo na čisto zgrešen način. Manjka nam namreč znanja o novostih na tem področju, velikokrat pa posegamo tudi po nepravih kozmetičnih pripomočkih. Vendar, s pomočjo strokovnjaka gre lažje. Danes gostimo enega najbolj znanih slovenskih vizažistov. Izhaja z italijanske šole ličenja, ki slovi po eleganci in lepoti. Njegova velika strast je izobraževanje bodočih strokovnjakov, svetovanje javnim osebnostim in tudi povsem običajnim ženskam. Pravi, da značaj osebe prepozna po tem, kakšna ličila le-ta uporablja. Leta 2006, ko je izdal svojo prvo knjigo Skrivnosti lepote, je bila to prva tovrstna knjiga pri nas. Poudarja osnovne izbire ličil ter pravila in tehnike ličenja. V drugi knjigi Skrivnosti lepote 2, knjigi za vsako žensko, kateri je posvečeno tudi naše današnje druženje, pa je vse to še nadgradil. Na 250 straneh in z več kot 200 skicami in fotografijami je prikazal, kako pravilno oblikujemo make-up. Velik poudarek je namenjen kamuflažem. Z njimi namreč prekrivamo vidna znamenja in brazgotine na obrazu oziroma celem telesu. Ravno to mu pomeni največ. Z ličenjem spreminja počutje žensk, ko pa liči osebe s takimi potrebami, spreminja njihova življenja. In to je velika razlika. Kako pravilno izbrati ličila, kako prekriti nepravilnosti in utrujenosti na obrazu. Kakšni so letošnji trendi ličenja? Gospod Gec, zaupajte na male skrivnosti velikih mojstrov ličenja. Z veseljem, hvala. Dober večer, še enkrat, lepo pozdravljeni. Zelo sem vesel, da imam priložnost predstaviti knjigo tudi tukaj na vašem koncu. Sem že kar nekaj predstavitev naredil širom Slovenije in bom povedal še eno skrivnost takoj na začetku, da ne bom šparal za na konc. Ravno danes sem poslal knjigo v prevod v angleščini. Knjiga Skrivnosti lepote 2 je odlična knjiga, ki prikazuje, kako se ličila uporabljajo, katere so tehnike ličenja, o katerih se ne govori in piše. S knjigo želim predstaviti prednosti uporabe ličil in predvsem skrivnosti, katere lahko uporabi vsaka ženska za različne priložnosti. Kratka, če pogledamo, vidimo, da smo precej pozornosti posvetili tudi osebam z zrelo kožo. Zakaj? Zaradi tega, ker določeni predeli na obrazu hitro razkrijejo osebnost človeka. Tako, kot ste slišali v predgovoru, je bilo rečeno, da na osnovi make-upa strokovnjaki, tisti, ki so nas učili spoznavati obraze tako, da jih znamo potem tudi pravilno oceniti. Kaj to pomeni? Če mi pridemo v stik z neko poslovno osebo, glede na make-up, ki ga ta oseba ima, lahko hitro ocenimo tudi kakšen karakter. Amaterji vedno stojijo spredaj, frontalno. Strokovnjaki nikoli ne bodo stali spredaj, ampak vedno stojijo na strani. Zakaj? Zato, ker oseba, ko se liči, ona se mora gledati v ogledalo. Ona je tista, ki storitev plača in ona je tista glavna oseba, ne jaz svojim, ne, ampak ona se mora biti v ogledalo. Druga zadeva, ker je ogledalo kot tako nam pomaga, da lahko 100% ustvarimo linije. Nikoli frontalno ne bomo eno osebo točno videli, tako kot je vidimo dalje v ogledalu. Nikoli. Redko kdo ve, da širina linije pod očesom, ki jo začrtamo, vpliva na dolžino nosu, medtem ko pa širina mostička ustnice vpliva na širino spodnjega dela nosu. V knjigi Skrivnosti lepote 2 sem dodal še personalizirano knjigo o ličenju. To je knjiga, ki je nekaj posebnega. Pisana je izključno za določeno osebo, dovolj je, da pridobimo fotografije te osebe in seveda njej prilagodimo celotno knjigo. Je odličen priročnik in vsaka ženska prebira knjigo o sebi. Knjiga Skrivnosti lepote je prva knjiga, ki je izšla v naši zbirki knjig
In dejansko je bil prvi priročnik na našem področju, ki je prikazoval podrobnosti uporabe ličil. Tako so se predvsem mladi, pa tudi tisti, ki ličila uporabljajo, prvič soočali z informacijami, seveda tako podrobnimi, ki so dejansko prikazali, kako naj se ličila uporabljajo. Skrivnosti lepote 2 je vse to nadgradila in dejansko danes imamo pred sabo knjigo, ki prikazuje res nekaj posebnega. Je zelo bogata, zelo slikovita in na zelo enostaven način prikazuje vse prednosti in tehnike uporabe ličil. Zakaj se uporablja korektor okoli ustnic? To je izjemen pripomoček. Prvič zaradi tega, ker lažje ustvarite simetrijo na ustnici in drugič zaradi tega, ker lažje si zarišete črto, oblikujete ustnice. Je izjemen pripomoček, odličen, fenomenalen. Mi obraz lahko ga navidezno seveda preoblikujemo po njegovi širini, po njegovi dolžini, lahko iz njega delamo marsikaj, lahko ga se pravi podaljšamo, skrajšamo, zožamo, razširimo, lahko nos, če je kriv, zravnamo, če je raven, ga skrivimo, vse lahko naredimo. Zato, ker vidite tukaj, prikazuje samo, ni nič drugega kot obraz, ki sence na njega padejo že v naravni obliki, s tem, da mi to počnemo z ličili. Tukaj na desni strani recimo vidite, da je nos po dolžini zelo svetu, kar pomeni, da ga je naredilo daljše. Temnili so ga samo na zunanjem predelu tukaj, s tem so ga še dodatno zožali recimo, ne? Niso dali toliko poudarka na to. No, sreča pa je bila ta, da so tukaj naredili nekoliko širše linije senčil, zato da je zato nos videti nekoliko recimo krajši. Pogledamo samo primer tukaj le pri recimo tukaj imenovane hruškastega obraza, kar pomeni, da je spodaj širši, zgoraj ožji. Že če obrvi na zunanjih straneh populimo tako, recimo tukaj le, da so zunanje strani obrvi višje, je tudi obraz deluje širši. Ne? Tako da z oblikovanjem obrvi lahko obrazu popravimo njegovo osnovno obliko. Običajno vizažisti se ukvarjajo z obrazom kot takim v celoti, ampak se ne osredotočajo toliko na podrobnosti in na malenkosti, ker to, vam povem iskreno, je treba poznati, ni težko, je zelo enostavno, samo vam mora nekdo pokazati. Največ nosov imamo takih, pa takih, se pravi nos z dvignjeno konico in nos, ki ima izrazito kost. Zelo enostavna korekcija. Samo predel na sredini tukaj se ga posvetli in dejansko to več ne vidite. Zelo enostavno. Nos, ki ima dvignjeno konico, samo na spodnjem predelu nosu naredimo temno liso in je nos vide daljši. Zelo, zelo, zelo preprosto. Tukaj vidimo, da ima frontalno znamenje. Redko kdaj dobimo osebo, ki ima frontalno znamenje. Običajno imajo kjerkoli drugje, redko kdaj pa frontalno. No, zdaj pa pogledajte, kaj se da iz tega narediti. To znamenje, kot vidite, jaz imam tukaj v rokah, sem držal zelen kamuflaž, se pravi zelena barva nevtralizira rdečo in smo najprej zeleno barvo nanesli čez obraz, samo čez rdečo, ne? Samo čez rdečico. In dejansko se je ta rdečica neutralizirala, ne prekrila, poudarjam, neutralizirala. Potem seveda smo nanesli puder čez cel obraz, tudi čez to zeleno in da je obraz prišel tako in na koncu, ko je bila naličena, je pa zgledala tako. Ko delamo te stvari, ljudem spreminjamo življenje. Ko pa osebe ličimo in pa spreminjamo počutje. To je velika, velika razlika. Vsakega vizažista najprej prepoznate, sem že prej povedal, kako, vendar naslednji korak je po ustnicah. Najtežje pri ličenju je narediti ustnice. Najtežje. In zato, če nekdo ni dobro izšolan, bo zelo to težko naredil, verjemite mi. Jaz sem to, kar vam bo zdaj povedal v 20 sekundah, sem rabil 5 let. To, kar vidite tukaj, je zlato pravilo. Poglejte, kaj se zgodi. Ko začnete sami, recimo, če si oblikujete ustnico, če začnete na sredini, običajno ženske grejo v eni potezi, potem do konca dol. Kaj se zgodi? Če greste v eni potezi do konca dol, se dokaj hitro lahko zgodi, da boste ustnico prehitro zaprli na zunanji strani. Zato gremo najprej od točke A do točke B, to pomeni samo zarišemo mostiček do sredine ustnice, potem se premaknemo na zunanjo stran, na točko C in jo povežemo s točko D. Spravi, na zunanji strani gremo od spodaj na vzgor, na zgornji strani gremo od spodaj na vzgor.
Zakaj? Ker če gremo od spodaj navzgor, ustnico odpiramo, če pa gremo v eni potezi navzdol, jo prehitro zapremo. In tukaj večina ljudi naredi napako, tudi vizažistov. Kako naredimo spodnji del? Zelo enostavno. Najprej sredino izoblikujemo v obliki črke U, potem potegnemo linijo iz enega konca in drugega in dobimo idealno ustnico. Zakaj vidite to roza barvo v ozadju? Zaradi tega, ker sem vam želel prikazati, kako se uporablja korektor. Korektor, ko ga uporabljate, najprej z njim začrtate linijo ustnic, torej, če je ustnica prevelika, jo pomanjšamo, če je premajhna, jo lahko povečamo, s tem, da potem, ko to naredimo s korektorjem, imamo že 3/4 narejene. In tisti, ki tega ne vedo, če bi samo korektor uporabili, bi že bilo veliko lažje. Hvala lepa za vaš obisk. Zelo sem vesel, da sem imel možnost predstaviti. Hvala tudi vam za organizacijo. Super, odlično pripravljeno. Res, hvala lepa. Torej, strokovnjakovo znanje je bilo s tem predano naprej. Želim, da ga s pridom uporabite. Naj pa zaključim sledečim. Ličilo je po slovarju slovenskega knjižnega jezika sredstvo za barvanje, ličenje obraza. Glagol ličiti označuje nanašanje ličila na obraz. Lepota pa je lastnost, značilnost lepega. Ne pozabite, prava lepota prihaja od znotraj. Hvala gostu in predavatelju Evgenu Gecu in tudi vam, dragi obiskovalke, da ste ta večer delili z nami.